Koliko se je pa vaše življenje v tem času, odkar ste obuli te selektorske čevlje, spremenilo? Konec koncev, če gledamo 4 leta nazaj, ko je bilo svetovno prvenstvo, ste bil tisti, ki je komentiral finale, tokrat pa boste sam sodeloval pri tem. No, kakorkoli osebno, dobro, pa mislim, jaz nisem toliko pomemben tukaj. Dejansko se spremeni marsikaj, ne. Že to, da moram zdaj tukaj sedeti, se je že spremenilo, ne. To mogoče, da me zdaj v določenem momentu vidijo kot nekoga, ki mu je uspelo nekaj velikega, to je veliko priznanje zame osebno. Kar se pa tiče vsega ostalega, mislim, nisem človek, ki bi kazal neke emocije, nisem človek, ki bi padal v porazih v neko tragedijo, ki bi ob zmagah šel v neko euforijo, ker pač se dobro zavedam, da je šport sestavljen iz zmag in porazov, ne. In jaz sem v življenju, in v športnem življenju in privatnem življenju že vse to skupaj doživel, jaz sem pripravljen na vse to skupaj, ko bo prišlo verjetno tudi, da bomo šli malo dol, ampak trdo se bom boril in trdo bom delal za to, da tale krivulja ne bi bila prevelika. Je pa seveda iluzorno pričakovati, da bo Slovenija vedno zmagovala, je pa ljudsko in na nas je, da se na to poskušamo čim bolje pripraviti. Življenje pri mojih prijateljih, pri moji družini se ni spremenilo. Je res, da imam ogromno več obveznosti, ampak to so te sladke obveznosti, ki so posledice nekega velikega športnega uspeha. Vaši varovanci ob menjavi klubskega dresa za zeleno-belega državnega povsem zažarijo. Kje je ta skrivnost? Je to tisto vsi za enega, eden za vse, kot pravijo? Vedno pravim, pridite na trening, pridite v hotel, pogledajte, kako ti fantje reagirajo, kako ti fantje izgledajo, dobro ste rekli, kako ti fantje žarijo, ko se družijo. Mislim, da je to velika stvar in da je to velika kvaliteta te generacije. Nosilci igre so stari tam 25-26 let. Koliko časa se lahko tako moštvo še zadrži? Lahko to zdrži tudi naslednje evropsko prvenstvo? Ne vem, v športu je težko karkoli zapričakovati in karkoli napovedovati, ker različni so dejavniki, ki lahko na to vplivajo. Ampak prepričan sem, da je ta reprezentanca ima potencial tako v individualni kot ekipa, da še napreduje, seveda. Zato je potreba trdo delati, zato je treba garati in zato je treba imeti takšen odnos, kot so ga oni kazali v vseh teh kvalifikacijskih tekmah. Je bila prijateljska tekma na Wembleyju tista ena od potez gradnje samozavesti tega moštva? Če lahko igramo proti Angležem, lahko igramo proti vsakomur. Zdaj je lahko biti pameten, pa bi se lahko zdaj s tem nekje toliko v prsih, ampak včasih je v življenju treba tudi kaj riskirati. In potem, ko se nekaj zgodi, je pa iz tega treba znati narediti tudi pozitivno zgodbo. Je pa zanimivo nekaj, mi smo iz 2 porazov prišli pravzaprav veliki zmagovalci. Wembley pa tudi Lužniki. In iz tega je to potrditev, da če znaš biti pameten, ko zgubiš in iz tega potegniti nekaj pozitivnega, je lahko ta poraz potem veliko zmagoslave. In mi smo bili v tem primeru potrditev vsega tega. Jaz pa upam, da bo teh porazov vseeno čim manj, da ne bo treba iti skozi vse to, kar smo pač mišli, ampak se pravi, na koncu se vse skupaj splačalo.